Torej, veš, kaj počnejo ženskam v Afganistanu, kaj ne? Mislim, kaj talibani počnejo ženskam. No, očitno ta neumna ameriška mlada ženska misli, da zaradi ljubezni svojega življenja, ki ga je spoznala na internetu, bi morala iti v Afganistan in se poročiti z njim. In mislim, da je čas, da izobrazimo mlade, neumne, liberalne ženske, ki nasedajo tem manipulativnim moškim na spletu in jih spomnimo, v kaj se pravzaprav spuščajo. Obstaja razlog, zakaj je postala tako viralna. Mislim, internet mi je rekel, naj ne grem v Afganistan 8.8.17, da bi bila s svojim možem. Torej, pika. Tukaj je video in slika tega čudovitega moškega. Spremenila je datum naprej, ker ga tako zelo pogreša. In obstaja dokaz o njenem letu. Mislim, ta video se mi zdi resnično tako odvraten. To bi bilo. V redu, to je zgodba o tem, kako je ta nora, neumna, nizkointeligentna ženska spoznala moškega, ki jo je zmanipuliral, da se je preselila. In brez skrbi, fantje, če želite res izvedeti, kaj se dogaja ženskam v Afganistanu, imamo vse posnetke za vas. Trigger warning. V resnici ni tako lepo, kot to prikazuje ta idiotska tiktokerka. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Aira Kay, vaša voditeljica in poskušamo rešiti neumne liberalne ženske, da ne bi šle v Afganistan, da bi se poročile. Mislim, to vprašanje mi postavljajo ves čas, zato sem se odločila, da odgovorim z videom. Spoznala sva se na Snapchatu, julija 2024. V živo pa sva se srečala šele decembra 2024. Mislim, kdo bi si mislil, da te islamistični manipulatorji spoznavajo prek spleta in ne v resničnem življenju? In da se boš nekako zaljubila v fanta prek Snapchata, ki želi, da prideš v Afganistan. Madonna, tvoji starši so res dobro opravili svoje delo. Torej, sprva pravzaprav nisem iskala zveze, ampak sva si vseeno izmenjala številki za WhatsApp. Sem voznica tovornjaka, tako da seveda lahko klepetam ves dan. In on je bil res nekdo, s katerim se je bilo lahko pogovarjati. Ko rečem pogovarjala, mislim, da sem se pogovarjala 12 do 15 ur na dan, verjetno še več. Tako da, čeprav sva se pogovarjala le približno 5 do 6 mesecev, preden sva se srečala v živo, nisem imela občutka, da srečujem tujca, resnično, ker sva toliko časa preživela ob pogovorih po telefonu in sva se tako dobro spoznala, da sem imela občutek, kot da ga poznam že od nekdaj, ko sem ga srečala. In prepričana sem, da doma v Afganistanu sedi s svojimi prijatelji in pravi: kakšna bedakinja. Vse, kar moram narediti, je, da ji povem, kako zelo jo imam rad. In jo poslušam, kako klepeta ure in ure vsak dan. Da mi zaupa vse svoje male negotovosti, da ji lahko obljubim ves svet, potem pa jo lahko ujamemo in bo zavedno naša sužnja. Prepričana sem, da tam sedi in se pogovarja s prijatelji o tem, kako zelo ljubi to voznico tovornjaka, ki dneve in dneve ne počne nič drugega, kot da se pogovarja s tujcem po telefonu. Mislim, poglej njeno majico. Seveda. Postavljena samostanek. To smo v zvezi nadaljavo. No, ne polni 2 leti, ampak skoraj 2 leti. Wow, moram reči, da je to predanost tega manipulatorja. To je predanost. In tako sem pripravljena biti z njim, ne glede na to, ali je to tukaj, v ZDA. To imenujem Ja, tega ne morem poslušati. Samo, mislim, res ne moram tega poslušati. Morda bomo to poslušali čez trenutek, ker je to video, ki prikazuje, kaj se dejansko dogaja v Afganistanu. In morda je ena izmed njih ona, kdo ve. V Afganistanu je ženskam prepovedano delati, ni pa jim prepovedano prositi na mrazu, medtem ko moški popolnoma svobodno hodijo mimo. Prav, te ženske sedijo tukaj. Ne moreš prepoznati, kdo so, kaj, ampak morajo prositi. Od moških, ki jih mimogrede ignorirajo, kaj ne, dobesedno jih samo ignorirajo. Ni tako, da bi jim priskrbeli hrano, ker ne smejo delati in ne morejo ničesar početi. Lepo je, da so jim moški dovolili, da lahko dejansko sedijo zunaj v skupini in prosijo za ostanke. Spet, glejte, kako te moški ne pogledajo teh žensk in si mislijo, v redu, ker smo jim odvzeli vse družbene koristi, zakaj jih dejansko ne bi poskusili nahraniti? Ne, tega pa res ne bi želeli narediti. Samo res, to me tako razjezi. Poglejte, kaj talibani mislijo o ženskah, če še vedno niste prepričani, kako neumna je ta punca. Ali bi to še vedno vključevalo pravice žensk in demokracijo? Seveda, vse bo v skladu z islamsko šeriatsko zakonodajo. Torej, ali bi podpirali demokratične volitve? Bi ljudje lahko volili ženske političarke? Seveda lahko. Dobesedno se smejijo, ko vpraša, ali lahko ženske sodelujejo na demokratičnih volitvah in ali jih lahko izvolijo na oblast. Smejijo se njenemu vprašanju, ker se jim zdi tako neumno, ker je ženska. Seveda je neumno. Ali vsi to vidite? Ali vsi to opazite?
Čudoviti moški iz Afganistana, ki so pripravljeni ure in ure govoriti s tovornjakarji po telefonu. Mislim, da tega res ne morem prenesti. In zdaj ne samo, da je ta psihotična ženska, ki se je odločila preseliti v Afganistan, da bi se poročila s tem neumnim, tem pametnim moškim, ki mu je všeč in verjame ter podpira to vrstno ideologijo, ona dejansko tam ustvarja vsebine in poskuša dokazati, kako čudovit je Afganistan. In če to ni dobesedno propagandni material, potem res ne vem, kaj je. To se mi zdi, kot da je Islamska republika Afganistan ali Taliban ali kdorkoli že odločil ustvariti ženske, ki dejansko ne živijo v Ameriki. Živijo v Afganistanu in se pretvarjajo, da so, ne vem kaj počnejo, ampak izvajajo neko psihološko operacijo. In zdaj dejansko promovira to nakupovalno središče v Afganistanu. Nakupovalno središče, v katerega smo šli na moj prvi dan v Kabulu. Kaj za vraga? Torej, prva postaja je bila trgovina s supergami. Očitno so vse to ponaredki. So kar prepričljivi, ne bom lagala, in stanejo približno $30 do $40. Mislim, najprej kaže samo moške v stvari, tej trgovini zdaj pa je to hijabi trgovina so s imeli hijabi. najboljšo Čudovito. kakovost. Abaje. Prav tukaj sem kupila roza abajo. In ravno sem vaju povedala, kako si želim, da bi kupili celo trgovino. Vsaka stane približno $30. Pozdravljeni, torej Zadnja postaja je bila ta trgovina s kozmetiko. danes smo v Tišme šefa. In kot lahko vidite, je zelo vroče in suho. Vse to je bilo nekoč voda, vendar je izginila zaradi vremena. Mimogrede, zanimivost, fantje, TikTok se je odločil, da mi kar naenkrat izbriše račun na TikToku. Brez opozorila, brez e-pošte, ničesar. Preprosto ne obstajam več na TikToku. Razen nekaterih računov, ki se pretvarjajo, da sem jaz. Kar je tudi razlog, da nisem prijavljena, ker se ne moram prijaviti, ker nimam računa. Ker TikToku niso všeč stvari, o katerih govorimo. Kakšno presenečenje. Kitajci niso ravno navdušeni nad tem, da svetu razkrivamo, kako indoktrinirajo in kaj vse poskušajo narediti. Kakorkoli, to so stvari, zaradi katerih mi zavre kri do te mere, da sploh ne vem, kaj ne naredim sama sabo. Talibani se smejijo ženskam. Ženske prosijo na ulicah za hrano in ostanke, da jih moški dobesedno zlorabljajo. Vsi vemo, zakaj gre pri Talibanu. Vsi vemo, kaj se dogaja z afganistanskimi ženskami. In potem imaš to bebko, ki govori, kako išče več družinskih vrednot zunaj ZDA. Karkoli že hočeš početi, ker moški imam občutek, da preprosto niso to. Kot tukaj v ZDA, te red pill vsebine, vse to 50-50, tega preprosto nikoli nisem razumela. In mislim, da so moški iz drugih držav so bili vzgojeni z drugačnimi vrednotami glede družine, partnerstva seveda. Ja, recimo, da jih zlorabljajo, jih zaklepajo in jim ne dovolijo iti ven. Iskreno, vsako razmerje je drugačno, vsak moški je drugačen. To je samo moja osebna izkušnja. In to, da sem dala priložnost nekomu, za katerega si nikoli nisem mislila, da se bom manj zaljubila, je bila najboljša odločitev, ki sem jo kdaj sprejela. In dobesedno prepričuje mlada dekleta. Poglejte, kako čudovit je Afganistan. Pridite ga pogledat. Tukaj lahko kupite prikupne superge. Ne morem, oprostite, ne morem. Internet je... Preprosto imam za danes dovolj. Končala sem. Adijo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.